Pri načrtovanju kolesarskega dopusta se stvari včasih posrečijo, včasih se pa sfižijo. V vsakem primeru moraš delati s tistim, kar imaš in v dani situaciji izkoristiti najboljše možnosti. Tole je moja izkušnja iz Portugalske. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Nahajam se v mestu Aveiro, to je kakšnih 75 km južno od Porta. Vreme je v bistvu idealno, pretežno jasno in ko sem se na pot odpravil ob 10. dopoldan, je temperatura kazala 21 stopinj Celzija. Napoved pa kaže, da čez dan ne bo šlo preko 24. Zdaj sem obstal v enem krožišču, ker tukaj poteka neka prireditev z mopedi. Vse je lepo za videti, ampak zasmradili so pa fajn. Glede na to, da je nedelja, je tukaj res nenormalno prometa. Največji del te gneče so naredili prav tej motoristi, ki grejo očitno po isti trasi, kakor jaz. Za snemanje tega videa sem namenoma izbral nedeljo, da bo kaj manj prometa. Zdaj se pa tukaj vozim v tej reki pločevine. Nimam kaj, izkoristil bom vožnjo, kakor jo le lahko. No, kakorkoli. Te prijetne temperature tukaj so na račun Atlantskega oceana, ki ima pičlih 18 stopinj Celzija in skrbi, da ob obali nikoli ni prevroče. Praktično vsak dan spomladanske temperature. Ne glede na vse te prijetne temperature, se je pa tukaj vseeno treba paziti sonca, zato ker smo tako južno, kakor da bi bili približno v Neaplju. Evo, zdaj sem spet dohitel te motoriste, ki so se tukaj ustavili, tako da mi bojo delili prav non-stop gužvo. Sem vprašal spremljevalno vozilo, do kam grejo tej motoristi, pa je rekla, da čez par kilometrov zavijajo desno, medtem ko jaz bom šel tam levo. Tako da prav dolgo jih ne bom več prenašal. Ja, če sem pri tem kolesarskem dopustu kaj zgrešil, je to sigurno slaba izbira lokacije. V prvi polovici dopusta sem imel neizmerno srečo. Bil sem na severu Portugalske, kjer je malo prometa, čudovite ceste in vzponi. Zdaj v tej drugi polovici, ta Aveiro je v centralni regiji, kar precej veliko mesto, tam okoli 80 tisoč prebivalcev in praktično kamorkoli se odpraviš, prvih 5 do 10 km se voziš po neki prometni vpadnici. Ven iz mesta ali pa nazaj v center nimaš stranskih cest. Jaz pa imam apartma neposredno v centru. Si ne bi mislil, da lahko tukaj na Portugalskem vidiš štorklje, ampak jih je kar precej. Jaz sem se danes odpravil v eno turistično mestece São Jacinto. Do tja imam kakšnih 50 km. Predvsem me zanima zaradi tega, ker je to kraj, kjer sem prvotno načrtoval, da bom imel apartma. To se bi šele nasankal, če bi bil tam. Zato, ker doma na zemljevidu nisem opazil, da je to mestece na koncu enega 20-kilometrskega polotoka, tako da bi se bil prisiljen voziti po eni in isti cesti vsak dan 20 km gor in dol. K sreči je lastnica rekla, da ne dovoli imeti kolesa v apartmaju, tako da sem ga skenslal in poiskal tale apartma tukaj v Aveiro. In šele tle sem opazil, da med krajima sploh ni povezave. Zračne razdalje sta si lahko 2-3 km, ampak je vmes morje. Pa sem jih spet dohitel, ker to se non-stop neki ustavljajo in menijo. Neverjetni so. Če sem prav razumel, bojo oni v tem krožišču šli desno, jaz grem pa tukaj levo.
Nisem pa jaz edini, ki grem danes v São Jacinto. Vsi grejo tja, vsi. Edino upanje, ki ga imam, je to, da bodo vsi te ljudje še vedno na plažah, ko se bom jaz že obrnil in se vračal po isti cesti nazaj v Aveiro. Je pa kljub temu zelo lepo, namreč vse to tukaj, kar vidimo, je 55.000 hektarjev velika morska laguna okrog mesta Aveiro. Precej morskih kanalov je speljanih tudi v center mesta, zato mu rečejo portugalske Benetke. Najem kolesa sem rezerviral in plačal že od doma. Za 8 dni sem najel karbonsko specialko Orbea Orca z opremo Shimano 105 in z navadnim mehanskim menjalnikom. Kolo super lepo teče, dobil sem popolnoma nove gume Vittoria Zafiro, tako da se brez skrbi vozim po teh malce slabših cestah. Še posebej sem se razveselil, ker je na kolesu montiran tudi nosilec za števec, ampak potem sem na žalost ugotovil, da števec ne paše nanj, čeprav imam adapter za Garmin. Ne vem, kakšen nosilec je to, očitno za neke druge modele. Jaz sem mojega potem montiral kar tako po strani na bilanco. Od opreme sem s sabo na Portugalsko prinesel samo števec Brighton, merilnik srčnega utripa in pa 2 navadni lučki Specialized, sprednjo belo in zadnjo rdečo. Z ostalimi senzorji nisem kompliciral, samo dodatno skrb bi imel z njimi, dodatne vrednosti pa ne kakšne velike. Od oblačil sem pa prinesel s sabo popolnoma vse, tudi čevlje, čelado in pa 3 komplete dresov znamke Sirocco. Če koga od vas zanima nakup v tej kvalitetni španski spletni trgovini, imam za vas en poseben specialni link, preko katerega lahko dobite 10% popusta, ne glede tudi že na znižane izdelke. Tudi kolesarski števec Brighton se je v vsem tem času, kar sem na Portugalskem, izkazal super, dela brezhibno, navigacija, kreiranje prog, nobenih težav nisem imel z njim. Normalno, seveda pogrešam določene funkcije, ki jih imam na svojem Garminu, ampak tisto je treba vedeti, je vseeno za en razred boljši števec. Tale Brighton za to ceno je pa vrhunska naprava. Več ljudi mi je že postavilo vprašanja in vsak mu rečem, kdor ni probal Garmina, ne bo opazil, da temu Brightonu karkoli manjka. Aha, in tako se pa kar naenkrat kolesarska cesta konča. Probam, če se pride okrog. Ne, na tej strani jo prav ni več, je kar konc. Zdaj sem že globoko na tem polotoku in se peljem po edini cesti proti jugu. Če koga bolj točno zanima, kje sem se vozil, bom dal od spodaj v opis videa tudi link do svoje Strave. Cesta, taka kot je lepa, ima celo kakšne pol metra široko asfaltirano bankino, tako da se da kar v redu peljati. Ampak bi mi vseeno zatežilo, če bi se mogel voziti po njej vsak dan. Cene specialk so tukaj kar precej drage. Za tole sem dal po 45 evrov na dan. Gor na severu za tistega Scotta RC20 pa celo po 51 na dan. Za primerjavo, v najemu imam tudi avto Jeep Avenger, najemnina je 22 evrov na dan. Vidiš, tako nekako sem si jaz predstavljal, da bo izgledala današnja vožnja. Prazna cesta in pogled na morje. Glede na to, da tukaj ni popolnoma več nobenega prometa, bi rekel, da je tale São Jacinto res ena prav ta zadnja luknja na tem portugalskem terenu. Me prav zanima, kakšno bo, ko pridem dol. Tale Aveiro je bil slaba izbira lokacije tudi zaradi tega, ker leži na skoraj popolni ravnini in kamorkoli sem se do zdaj odpravil, ni bilo nobenih višincev. Doma sem sicer preveril zemljevid in videl na reliefu, da so v okolici tudi gričevja, ampak sem potem tukaj ugotovil, da so vsa predaleč za enodnevne izlete. Se pa kljub temu vsakič zapeljem malo v drugo smer,
tako da bom pokril čim več terena in preveril čim več cest. Imam pa v načrtu, da se bom en dan z avtom odpeljal v dolino reke Douro, v avto naložil tudi to specialko in potem tam odpeljal kakšno lepšo turo z višinci. Približujem se mestecu São Jacinto, še kakšen 1,5 kilometra je do tja. Pa sem prišel v São Jacinto. Tukaj je vstopna rampa za trajekt, ki mu rečejo Aveiro bus, in tukaj čez na drugi strani je že Aveiro. Par kilometrov, jaz sem pa naredil 47 kilometrov, da sem prišel po cesti okrog. In seveda me čaka vsa ta pot tudi za nazaj, saj cesta po tem polotoku je samo ena. Saj, če se mi ne bi ljubilo kolesariti, bi tukaj počakal na trajekt, enkrat na uro pelje, pa bi se lepo z njim vrnil nazaj v naše mesto. Ampak kaj, vreme je prijetno in jaz imam še kar voljo in moč, tako da bom šel sigurno tudi nazaj. Bom dia, galão e água. Galão e uma água, das pequenas ou grandes? Grandes. Grandes, fresca. Obrigado. Obrigada. Malo sem se še okrepčal z eno energijsko ploščico, lepo v miru popijem kavo, napolnim bidone s svežo vodo. Okrepčal sem se, zdaj se še zapeljem malo po teh mestnih uličicah, pa eno palco bi mogel nekje najti, da še kolo poslikam. Ja, to današnje kolesarjenje je ena sama ravnina. Na 100 kilometrih verjetno ne bom imel niti 300 višincev, ampak nič hudega. Včasih pa še tudi kakšen tak izlet in že 100-kilometrska razdalja je tista, zaradi katere te ne sme biti sram objaviti ture na Stravi. Na vsakem kolesarjenju se potrudim, da fotografiram še kakšno rožico, pa se zdaj ustavim, da naredim še to. Po vsakem kolesarjenju objavim fotografije tudi na Instagramu, tako da če kdo želi, me lahko spremlja tudi tam. Enako zdevek, Road Bike Adventures, SLO. Upam, da bom za nazaj mogoče najdel kakšno stransko alternativo, da ne bom šel prav povsem po isti in po najbolj prometni cesti. Iz prihodnosti lahko povem, da sem za nazaj uspel dobiti eno lepo, prazno, stransko alternativo, tako da je bila ta nedeljska vožnja točno taka, kakor mora biti. Zapuščam São Jacinto, prijetna izkušnja je to bila, zdaj se moram itak vrniti po isti cesti nazaj v Aveiro, tako da vas s povratkom ne bom utrujal. Upam, da vam je bil moj današnji izlet všeč. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!